Kar se tiče pisanja scenarija, je bilo tako, da sva imela zdaj eno leto izkušnje, ki sva pisala za pilota, pa ni bilo dobro. Drugo leto sva pisala za kao celo sezono, ki smo jo mislili snemati, pa tudi ni bilo dobro. Zdaj sva pa že tretjič pisala in zdaj sva pa že malo vedela, kaj je delala. To pisanje sva vzela zelo resno. To je bil Ken šiht, midva sva se dobila ob 9 pa do 4 in sva pisala. Pisanje ni izgledalo tako, da sem jaz dobivala in sam fore pisala, sam eno za drugo, ampak sva tako se mogoče kakšenkrat dobila, se pogovarjala 2-3 ure o lajfe, o nekih resnih temah in šele pol potem sva vedela, v katero smer boš v joke. Ne rabite biti nič narodno, sam nek mi pa moraš povedati. A si že bil kdaj s kakšno žensko? Več kot očitno smo fanemo komentarnega stila. Na prvem mestu je sigurno The Office UK, pa Modern Family, What We Do in Shadows. Ta stil ima neke omejitve in neke prednosti. Omejitve so, da mora biti zmer kamerman zraven. Se pravi, ti v komentarne serije ne moš prikazati sanj od nekoga, ki lahko v navaden film je jehane. In recimo ima neke svoje prednosti, da se pogovarjaš s kamermanom, da pogledaš v kamero in tako naprej. Ja, najna učinkovitost pri pisanju scenarija pride na račun tega, da sva dva. Ne vem, če ima en slab dan ali pa se mu ne da, ima drug mogoče več energije in ga nahajpa s tem. Ali pa recimo, če da en slabo idejo, lahko drug v te ideje najde nekaj zanimivega in najde neko drugo idejo, ki je zelo dobra in se porazvije. Če pišeš vsak dan to po 6, 7, 10 ur na dan, itak da zgubiš fokus. In pol sva snemala razne kurbarije, ali pa so imela kakšne neracionalne ideje. Slobaro. Pa ne kup, pizda! Ziher je bilo pisanje scenarija najdaljše obdobje v samem procesu in tudi definitivno je scenarij najbolj važna stvar pri sami seriji. Kakšenkrat sva izhajala tudi iz resničnih zgodb. Ta zgodba, ki nam je Razrih povedal s Pokalom, to se je Razrih res zgodilo. V resničnem življenju je bilo pa tako, da sva z ženo obnavljala hišo. Jaz sem v takrat eno pot v München, ene nogometne navijače sem peljal na eno tekmo in med 2-3 dni ni bilo doma. Tako da je delavca, ki je delal centralno kurjavo, sprejel oče. In ko sta se sprehajala po hiši, je videl kolajne, ki jih imam iz iger društva Sožitje, na katerih vsako leto sodelujem kot pomagač in voditelj. Društvo Balonček. Čigava pa je tole? In ko je ogledoval te kolajne, je rekel fotor, ja, to je pa od sina. Je rekel, to je od sina. No in ko sem se še za 3 dni vrnil, se je do mene obnašal približno tako, kot Saša v seriji. Kuku. Je rekel, ja, ti boš tukaj živel, pa kar sam boš živel. Ja, sem rekel, ja, z ženo bova tukaj zdaj. A prav ženo imaš, wow. A ti imaš pa kar svojo pisarnico, kakšen frajer, a? Medtem, ko sem nekaj not delal, sem slišal, kako fotor razlaga, ja, pa sej sin je pa kar v redu, ne, se da z njim kar v redu pogovarjati, zgleda kar v redu. In fotor, kaj je v redu, ne, Ja, kaj, ne dela dobro? Lepo te prosim. Tako da je kar en čas trajalo, preden je on dojel, da jaz nisem mentalno prizadet. No. Če nekdo rabo pol dneva, da je ugotovil, da nisem mentalno prizadet, mi ne dela glih najboljše reklame. No.